Pozdravljeni v posebni izdaji podcasta Moč politike. Tokrat se bomo dotaknili aktualnih trendov na slovenski politični sceni, ker bo predsednica Republike Nataša Pirc Musar parlamentarne volitve razpisala 22. marca prihodnje leto. V prihodnjih mesecih pričakujemo zelo živahno dogajanje v vseh političnih strankah, ki bodo nagovarjale volilno telo. S pomočjo izjav nekaterih obrazov z različnih političnih polov in komentarji kolega Uroša Jesiha bomo analizirali trenutna razmerja moči, odnose in pričakovanja pred državnozborskimi volitvami 2026. Uroš, lepo pozdravljen. Rok, lepo pozdravljen. V politični predvolilni kuhinji temperatura narašča, na katerem koncu zdaj najbolj brbota? Zdaj prihajamo v to sklepno fazo neke zelo dolge volilne kampanje. Do zdaj smo leto ali dve spremljali neko bolj ali manj intenzivno trajno volilno kampanjo, ki je potekala na obeh polih, sploh v opoziciji, smo bili nekaterim prijemom, ki ne spadajo v klasično volilno kampanjo, ampak so se raztegnile skozi daljše obdobje, smo bili priča temu. Zdaj pa vidimo, gospa predsednica Republike je podala točen datum volitev, torej 3 mesece do volitev, in zdaj je stekel sam finiš volilne kampanje, ki bo seveda vrhunec doživel v tisti uradni volilni kampanji zadnji mesec pred volitve, ampak kot vidimo, oba pola sta že na visokih obratih, vlada končuje ključne projekte, s katerimi se želi še in se bo postavljala v kampanji, mogoče tudi pade kaj iz tako imenovane znamenite slaščičarne, kot to radi pejorativno povejo v opoziciji. Na drugi strani pa vidimo, gospod Janša ima ves čas na tem svetu, da se temeljito in strukturirano pripravlja na volitve. Večino priprave že naredil, celoten pol, SDS, Nova Slovenija, Logarjevi demokrati lepo strukturirano pričakuje samo kampanjo in se seveda nadeja zmage. Pred slabimi 4 leti je prišel na oblast v koalicijo Robert Golob, ki je tedaj veljal za nov, svež politični obraz. Na tokratnih volitvah podobnega primera ne bo? Ne, tokrat prvič po volitvah leta 2011 novega, svežega, novega obraza na levi sredini nimamo. Oziroma tisti, ki je bil predestiniran ali pa samo nominiran za to pozicijo, mu ta podvig ni uspel. Zdaj predlagam, da poslušamo izjavo prvega predsednika Republike Milana Kučana. Doktor Prevelič ni nov obraz. Ne bil župan v Kočevju, dostikrat nastopil kot obrasovec. Z mnogimi njegovimi stališči glede vojne v Ukrajini se je strinjam, saj tista, ki so javno povedana, in to ne mislim, da je nov obraz, nekaj izkušnje že ima. Čeprav tu je seveda važna stvar, kako se v Sloveniji oblikuje politični establishment, ali drugače rečeno, ali so zgrajene karierne poti znotraj strankarskega življenja, ker tudi v strankah vidite, ne prihajajo ljudje, ki imajo neko strankarsko pot, ampak nenadoma vidite v parlamentu, v klopi sedi neznan nov obraz. Slišali smo, Vladimir Prebilič ni nov obraz, čeravno se ponuja kot neke vrste svežina na politični sceni. Kako bi to komentiral? Gospod Prebilič je imel precej političnega kapitala še iz predsedniških volitev, del tega seveda uspešno vnovčil na evropskih volitvah, kjer si je priboril prestižni mandat evropskega poslanca, dokaj udoben mandat. Zdaj pa je v nadaljevanju poskusil naskočiti tudi slovensko politično sceno, levo sredino, kjer se je zdelo, kjer je pred kakšnim letom nastal nek vakuum, svoboda je padala in izgledalo je že, da bi se znal ponoviti scenarij iz prejšnjih mandatov, ko je nosilna stranka novega obraza na levem polu začela pošteno izgubljati. Večina teh strank je seveda implodiralo, se združil z drugimi in tako naprej, ne obstaja več, ampak pri Svobodi je prišlo v nadaljevanju do preobrata in utrdila svoje položaje, tako da s tem je tudi
pobrala veliko kisika potencialnemu novemu obrazu, torej gospodu Prebiliču. Ta se z številnimi potezami, ki jih je vlekel in izjavami, predvsem z izjavami, s kom bi sodeloval, s kom ne bi, se zaciklo v en tak krog nedoslednosti, prehitro se je izjasnjeval in ta podpora je precej padla je trenutno pod sam parlamentarni prag, ampak zadeva verjetno še za stranko ni izgubljena. V sklepnem delu sledijo pomembna soočenja, vemo, pač gospod Prebilič je spleten retorik, tako da upanje za sam projekt še obstaja. Na začetku je delovalo, kot da nima jasne strategije. Je svojo stranko prerod začel prepozno? Morda, oziroma to obdobje napovedi aktivacije in potem in vse do takrat, ko je ustanovil stranko, je nekoliko predolgo trajalo. Sama konkurenca, tu govorim predvsem konkurenci na levi sredini, se zelo dobro pripravlja na njegov prihod, naštudirala njegove šibke točke, kadrovsko strukturo, programske nedoslednosti in zdaj, ko se je začel aktivneje vklapljati, pozicionirati na levi sredini, so mu ta prostor, Svoboda in tudi ostali dve levosredinski koalicijski stranki sta mu ta prostor dodobra zaprli. Ja, koalicija konsolidira svoj položaj, utrjuje pozicijo pred parlamentarnimi volitvami. Poslušajmo zdaj izjavo ministra Luke Mesca. Robert Golob postavlja kot močen vodja, ampak tukaj se pa tudi podobnosti začnejo in končajo. Robert Golob ni nekdo, ki bi podiral javne medije in vzpostavljal lastne, zato da se bo slišal samo njegov glas. Tudi ni nekdo, ki bo povozil vse demokratične procedure samo zato, da bo njegov obveljala. Ni nekdo, ki si želi malo da ne pač napisati novo ustavo zato, da bo dobil svojo domovinsko pravico. Tako da ne vidim podobnosti z tem, kar imamo s problemom, ki ga imamo na drugi strani. Kvečemo obratno, če želimo, da Slovenija ostane zavezana liberalnemu tipu demokracije, kar po ustavi trenutno je ponovitev trenutne koalicije s potencialno razširitvijo na še kakšno stranko najboljša možnost za naslednja 4 leta. Uroš, Luka Mesec prihaja iz izjemno dejavne in tudi učinkovite stranke Levica, ki ima kar vidno vlogo na ministrskih položajih, tudi tistih najbolj občutljivih. Kakšna je ocena njihovega delovanja? Tako bom rekel, sposodil bi si izjavo enega znanega poslanca SD-ja, ki je stranki očital na neki točki, da ima premalo barve, vonja in okusa. Barvo, vonj in okus tej vladi pa je ravno dala stranka Luke Mesca, torej Levica. V njihovih resorjih so nastali ključni projekti te vlade, ključni projekti, s katerimi se bo vlada se že hvali in bo prepričevala volivce, torej pokojninska reforma, dolgotrajna oskrba, stanovanja. Ampak kot vidimo, Levici teh projektov ne uspe kapitalizirati, kar ni presenečenje. S temi projekti se že lep čas hvali največja vladna stranka Svoboda in logično je, da pač dominantna stranka, pač to je prekletstvo manjših koalicijskih strank, vse te kasira, po domače povedano, pozitivne učinke, vse, kar je dobro vladi, torej projekte, ki so rečemo primarno nastali pri drugih strankah in tudi kasira, kar je slabo. Tako da Levica je tu v eni precej zagatni situaciji, kako peljati kampanjo, ker vidimo tu neko simbiozo med Svobodo in Levico, nek pakt o nenapadanju, zelo pazijo, da drug druge ne omejujejo, da ne skačejo, da niso preostri. Ker na tretji strani SD ima precej bolj, rečemo, latentno konflikten odnos, ali pa niti ne tako latentno, konfliktni odnos z Svobodo, tako da zanimivo dinamiko tukaj vidim. Mislim, da se bodo morali še koaliciji posebej dobro zmeniti, kako
kako prezentirati uspehe vlade in vsake stranke posebej znotraj vlade, da ne bo tu prišlo do konfliktov, ki bodo seveda volivci opazili in sankcionirali. Če se vrnemo k Levici, kaj lahko prinese povezovanje z Vesno? Zaenkrat pač v politiki vemo, da 1+1 ni 2, ne. To tudi kažejo že prve meritve skupnega projekta. Doseg enostavno ni takšen, kot so se morda nadejali, ampak zaenkrat še zgodaj. Bi še počakali. Kar je prineslo Levici to povezovanje z Vesno, je to, da so sistem zavarovali Bog, ne, Bog proti Mihu Kordišu, njihovem odpadniku, ki je ustanovil svoj strankarski projekt, in to povezovanje Levici z Vesno daje neko precejšnjo gotovost, da se bodo na koncu prebili čez parlamentarni prag. Kaj na tem primeru napoveduješ mladi stranki, novoustanovljeni Mi socialisti? Stranka Levica je šla v vlado, koalicijo, prevzela odgovornost, kar seveda pomeni, ne, da se je morala liberalizirati, tako da ti očitki, ne, s katerimi jih napada pravovernik Kordiš, ne, držijo, ampak seveda ne, Levica se tudi lahko pohvali z konkretnimi projekti. Na drugi strani pa odpadni Kordiš juriša za klasično, ne, to retoriko čiste duše, levičarsko, in kot vidimo, tako kot je v Sloveniji, ne, je bil prostor za do neke mere prostor za nov obraz politični, je tudi na levem polu, ne, prostor za čiste duše, in pač te ortodoksne že poskuša loviti Kordiš in zaenkrat mu kaže solidno vsaj v tem oziru, da se bo prebil nad procent, ki zagotavlja proračunsko financiranje za naslednja 4 leta po volitvah. Tako in nadaljnji razvoj ter življenje stranke. Dobro, z levega političnega pola se preselimo na desno, za začetek izjava predsednika stranke Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca. Jaz sem pripravljen sodelovati z vsakim, ki bo najprej povrnil krivice, ki jih je naredila ta vlada, do podjetnikov, do gospodarstva, do normirancev. Drugič, do povrnila zaupanje v institucije pravne države, kot so Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in nenazadnje tudi policija. Pripravljen sodelovati sem z vsakim, ki bo razumel potrebe časa, zlasti geopolitične, geostrateške, ki so izredno zapletene. In ta trenutek potrebujemo tako politiko. Če je to Janez Janša in je pripravljen se podpisati pod te točke, seveda jaz z njim brez težav lahko sodelujem. Uroš, zdi se, da je Jernej Vrtovec bolje uglašen z SDS-om oziroma Janezom Janšo kot njegov predhodnik Matej Tonin. Da, predvsem pa mislim, da je bolj pragmatičen od gospoda Tonina. Pod vodstvom Tonina se Nova Slovenija pač ostro in jasno ne pozicionirala vis-a-vis SDS, torej ne bomo sodelovali v vladi, ki bi jo vodil gospod Janša. Ampak ne, seveda pri tem so takrat upali, ne, da bo ta pozicija jih pripeljala do boljšega izplena, do večje volilne podpore, ampak to se ni zgodilo in enostavno stranki ni preostalo druge, kot da na čelo postavi bolj pragmatičnega človeka, ne, ki seveda zdaj stopa korak nazaj. To izključevanje Janše so dali v oklepaje, kot vidimo, ne, pod določenimi pogoji ali pa pod precej splošnimi pogoji, seveda je sprejemljiv, zdaj je postal sprejemljiv za Novo Slovenijo. In enostavno jaz mislim, da si večajo možnosti, da so v naslednji koaliciji, ne, če bo desna itak samoumevno in logično, ne, in tudi drugače ne mora biti, kot ne, da so znotraj desne koalicije. Bi pa, ko pa govorimo o pragmatičnosti, pa je tudi pri gospodu Vrtovcu zaznati to, da če bi se stvari ne bi odvile v smeri zmage
desnice, če bi pod določenimi pogoji in okoliščinami bi bila njegova stranka kompatibilna za sodelovanje z Svobodo. Torej, izraziti pragmatizem, ne? Na vse zadnje Jernej Vrtovec se kar dobro počuti v koži ministra za infrastrukturo v nekdanji Janševi vladi in verjetno tudi iz tega izhaja malce več naklonjenosti do SDS-a. Kako pa gledamo na povezavo z Fokusom, z SLS-om na tej desni strani? To je nekaj, kar vidimo po raziskavah javnega mnenja, krepi sam pol, ker sama SLS tudi na tokratnih volitvah ji gotovo ne bi uspelo prebiti parlamentarnega praga tudi stranki Fokus, ne. In to so nekako, lahko 2, 3, 4 odstotki, ki bi šli v prazno. Desnici se je to zgodilo že na prejšnjih volitvah, ko je šlo, mislim, da 6 ali 7%, Povežimo Slovenijo, SLS, tudi Aleksander Pivec. Znaten del volivcev volilnega rezultata je šlo v prazno izgubljenih. Tega zdaj sam arhitekt desnega pola ne bo dopustil in te male odstotke skrbno zbira in povezuje, da ne bi šlo čisto nič v prazno. In kot kaže, to bi jih lahko utrdilo na 7-8%, kaj takega. Bomo videli seveda, kaj bo kampanja prinesla, odvisno tudi, kako bodo te tri stranke se sporazumele in sestavljali liste, samo da ne bo preveč teh prerivanj in če bodo složno to peljali. Ampak v tem kontekstu izrazito vlogo igra tudi še ena nova stranka, Demokrati Anžeta Logarja. Kako ti vidiš njegovo vlogo v predvolilnem času? Mislim, da če primerjamo na podobno stranko, na levosredinskem polu, torej prerod Vladimirja Prebiča, ki tudi želel povezovati, in je bilo kar nekaj špekulacij okrog tretjega pola v slovenski politiki, prav med Logarjem in Prebiličem, pa vidimo, da se to ne bo zgodilo. Zdaj, če se vrnem k Logarjev projekt se mi zdi bolj dolgoročno zastavljen kot sam Prerodov projekt, dela bolj načrtno, tudi je slišati večja aktivnost na terenu, lokalni odbor in tako naprej, tako da njegovi sami, jasno je, ne glede ali sta z Janšo dogovorjena ali ne, njegova vloga je seveda, da krepi desni pol, ampak morda vse, kar če ne razkriva, skratka, pri Demokratih se vidi ta želja in tendenca, da razmišljajo preko naslednjega mandata, celo na naslednje parlamentarne volitve. Ta ambicija nekako pri njih še živi. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, če bo desna sredinska vlada, na kak način bodo Demokrati inkorporirani v to Janševo vlado in koliko bodo kompromitirani. No, desnica seveda visoko leti tudi z pričakovanji, optimizmom pred volitvami na krilih rezultatov dveh referendumov v letošnjem letu, torej ko so glasovali proti zakonu o dodatkih pokojninam za umetnike in proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Je to že nekako upešalo ta val tega njihovega optimizma v rezultatih, bodo to lahko izdatno unovčili na volitvah ali bo šlo v naslednjih 3 mesecih vse skupaj povsem drugo smer? To so bile lepe politične zmage za desnico, ampak vemo, spet referendumi imajo svojo dinamiko, niso vedno samo čiste politične sile v igri, kot so ključne na parlamentarnih volitvah, tako da vidimo, da mobilizacijsko moč imajo, ampak vseeno število volivcev, ki so jih na obeh referendumih pripeljali na volitve, še ni dovolj in nikoli ni bilo dovolj za oblikovanje desnosredinske vlade. Če predpostavimo, da bo volilna udeležba okrog 60 ali pa več odstotkov, potem
to število volivcev, ki so jih pripeljali na referendum, ne zadostuje. Spomnimo, na zadnjih parlamentarnih volitvah je bila volilna udeležba 70% in to je pač pripeljalo do razmerja sil, kot ga danes gledamo. Je pa pričakovati, da bo tokrat na marčevskih volitvah volilna udeležba nižja ali pa mogoče celo nižja za 10% točk, kar pelje do kar kaže na veliko izenačenost obeh polov. No, tako bodo seveda odločale tudi nianse in za svoj košček volilne torte se bo borila tudi neparlamentarna stranka Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović. Odločitev med Robertom Golobom in Janezom Janšo je enaka temu, ali se boš obesil na hruško ali pa na češnjo, in to se je zdaj pokazalo. Razlika je dejansko samo v frizuri in medtem, ko nas je gospod Janša uklestil osebne svobode, Robert Golob klesti ekonomsko svobodo. Ljudje so siti teh floskul in praznih obljub, tako kot smo jih slišali zdaj od gospoda Lotriča, ljudje so siti tega, da izbirajo med slabim in slabšim. In mi nismo del tega sistema, v bistvu nasprotujemo sistemu, ki krade, zavaja in pa zatira ljudi. Uroš, po slišanem sodeč je Resnica Stevanovićem proti vsemu, proti sistemu, ponuja nekaj novega, čeprav nekega jasnega programa tu ni videti. Ne, programa ni videti je kakofonijo populističnih izjav, ki pa očitno pač med njihovimi podporniki primajo. Vidimo, njihova podpora se je v zadnjem obdobju precej stabilizirala nad samim parlamentarnim pragom, tako da kaže, da bi ta stranka, katerega profila zares ne poznamo dobro ali pa dovolj dobro, še manj ljudi, pač kandidate za poslance, ne vemo, kdo od tega bo izvoljen, kakšen bo njihov dejansko profil in kam, na katero stran bi se ta stranka pozicionirala, katero vlado bi prej in lažje podprla, oziroma katera stran, kateri pol bi lažje to vrstno stranko inkorporiral. Tukaj je precej odprtih neznank, ampak katerakoli stran se bo pečala za to stranko, bo plačala tudi precej visoko ceno. Resnica ni prisotna v medijih, to je jasno. Kako mobilizira svoj del volilnega telesa? Raziskave kažejo, da so posebej izrazito sama stranka in njihovi podporniki aktivni na Facebooku. Večino informacij, komunikacije poteka tam, tako da sam Facebook je zelo pomemben pri komunikacijski kanal za to stranko. Tako da to poteka pod radarjem, v medijih ni prav veliko. In tako da vidimo to spretnost organiziranja in širjenja idej na omrežjih. Kako sicer vidiš, kako ta orodja na družbenih omrežjih uporabljajo te vidne stranke, najmočnejše, največje? Vidimo, da pač obe največji stranki, torej SDS in Gibanje Svoboda, se seveda zavedata pomena novačenja volivcev, agitacije na družbenih omrežjih in tako naprej. Peljata tudi politični marketing tam, namenjata za to sredstva. Zdaj, katera stranka je bolj uspešna, je težje reči. Vemo, slabe novice, lažne novice, šokantne novice, omalovaževanja, blatenja so bolj, kako bi rekel, inherentno povezana, zvezana z nekimi desnimi, skrajno desnimi idejami, tako da desnica je tu v neki prednosti. Vemo, dobre, pozitivne, emancipatorne, levičarske ideje se na teh socialnih omrežjih zaradi algoritmov precej slabše širijo, primejo, tako da na socialnih omrežjih, tako kot so strukturirala, če skočiva na tehnofeudalizem Janisa Varoufakisa, ti algoritmi delajo prid desnice in celo skrajne desnice.
V redu, hvala lepa. Torej, 22. marca bomo videli, kdo je najbolje nagovarjal slovensko vodilno telo. Hvala. Ja, kot rečejo vsi politiki, glavna anketa so seveda volitve. Hvala lepa.